Jaz vas vse, ki ste tukaj prisotni, lepo pozdravljam. Malo imam lomkise, ja. Bom skušala biti kratka, kako bo možno, ampak vseeno izpostaviti glavne zadeve. Namreč čez 3 meseca se bo odločalo o tem, kako bomo živeli naprej. In je izjemno pomembno, da se informacije čim bolj na široko razširijo, torej čim več ljudi seznaniti s tem, v kaj nas vodi naša politika, v čem podpira to finančno oligarhijo, s katero bo, oziroma katerim nas bo kot državo in kot ljudstvo prodalo. Namreč, če se izpelje njihov plan, v tem primeru bomo čez 3-4 mesece na robu propada, ker drvimo v tem slučaju v diktaturo ki jo bo vodila finančna elita, svetovna finančna elita, drvimo v medicinsko diktaturo oziroma tiranijo in v digitalno suženjstvo. Da se to ne bi zgodilo, je izjemno pomembno, da se povežemo in da našim politikom povemo, da se s tem ne strinjamo. In da tega na noben način ne bomo dovolili. Kljub zadevam, ki vam bom jih zdaj povedala in ki niso spodbudne, zame je nekoliko spodbudno to, oziroma mi odpira neko upanje, da vendarle zmeraj več ljudi ve, zmeraj več ljudi se prebuja, zmeraj več ljudi dviguje glas. In pri nas, in v svetu. Bom pa skušala na kratko povzeti, eni ste že slišali en delček je pa čist nov, in sicer, kaj je tisto, o čemer bodo odločali konec maja. Svetovna zdravstvena organizacija oziroma WHO je bil ustanovljen leta 1948 kot neka zveza enakovrednih držav, usmerjena v javno dobro izboljšanje javnega zdravja, financirana je bila izključno iz članarin držav članic in je ta organizacija imela izključno nalogo svetovalno, torej zbiranja informacij o zdravstvenem stanju na svetu in tudi bilo je eno posvetovalno telo, tako da njihova priporočila nikoli niso bila obvezujoča. Prvič se je to spremenilo dejansko zdaj v času te COVID zgodbe, ko kljub temu, da še to, kar nam načrtujejo, seveda na kvadrat, če bo to sprejeto, dejansko se je pohodilo. Oziroma so tako močen pritisk naredili na politike, in to zaradi te naše ekstremne zadolženosti, da so dejansko v vseh državah manj ali več izpolnjevali navodila WHO-a, kot če bi bila obvezujoča. Na ta način so dejansko sprovajali ukrepe, ki so od prvega do zadnjega bila v popolnem nasprotju z medicinsko stroko, niti en ni bil v skladu. Drugo, zdravnikom so odvzeli popolnoma strokovno avtonomijo, kar pomeni onemogočali zgodnje zdravljenje bolezni z varnimi zdravili, vsilili zdravljenje v bolnišnicah z zelo tveganim in neučinkovitim zdravilom in sami ti ukrepi so pravzaprav prinesli neprimerljivo več škode kot bolezen sama. Zdaj, ta Svetovna zdravstvena organizacija je nekje se začela spreminjati tam pred 25 leti, je začel zmeraj bolj vstopati privatni kapital, privatni korporacijski kapital, seveda direktno ali pa indirektno. Tako da prve spremembe smo videli v smislu spremembe teh definicij že leta 2009, en mesec pred pojavom prašičje gripe.
pol pa 2020 in 2021. Vse te spremembe definicij so pripeljale do tega, da so seveda na predlog WHO-a bile umaknjene varovalke, ki so nas varovale pred morebitno zlorabo WHO-ja. Njim pa so prinesli deregulacijo, s katero so zmeraj bolj imeli odprte roke, da delajo, kar hočejo. Zdaj, če čisto hitro povem, do leta 2009 je veljalo, da WHO lahko pandemijo razglasi le v primeru, ko se pojavi nalezljiva bolezen, ki se hitro širi po celem svetu oziroma po vseh kontinentih in pušča za sabo veliko število hudo bolnih in izjemno visoko smrtnost. No, tukaj so iz te definiciji črtali veliko število hudo bolanih in izjemno visoko smrtnost. Torej, od tega časa, od leta 2009, WHO lahko razglasi pandemijo praktično za karkoli. Leta 2020 so spremenili definicijo čredne imunosti, ki je bila čisto v skladu s stroko. Namreč čredna imunost smo jo lahko pridobili s prebolelo boleznijo ali s cepljenjem. Seveda vemo, kam je peste tacomolijo v tej epidemiji in v skladu s tem so umaknili prebolevanje kot možnost pridobitve čredne imunosti. In je ostalo v definiciji samo, da je možno pridobiti samo s cepljenjem. Seveda to ni res. Vemo, da je naravno pridobljena imunost bolj trajna in bolj močna, bolj zadovoljiva kot tista, ki jo pridobimo s cepljenjem. Tretja sprememba se je zgodila leta 2021, ko so spremenili definicijo cepiva. Prej je definicija cepiva šla v te smeri, da je to uporaba medicinskih pripomočkov ali sredstev v smeri povečanja odpornosti proti neki nalezljivi bolezni. Tudi to so spremenili in sicer v to, da so cepiva medicinski pripomočki ali sredstva, ki delujejo na imunski sistem. Kako? S kakšnim ciljem? Kaj želimo s tem doseči, je bilo črtano. To je omogočilo, da dejansko uporabijo preparat, ki ni povečal odpornosti proti določeni bolezni. Razen tega moramo vedeti še nekaj. S tem so se odprla vrata za uporabo katerihkoli medicinskih pripravkov, kateremu nadenejo ime cepivo. In moramo vedeti, da cepiva imajo bistveno manjši varnostni standard kot vsa zdravila. Namreč, bistveno manjše so zahteve za registracijo kot za zdravila. In vidimo zdaj tudi pri teh COVID cepivih, da pravzaprav osnovne varnostne študije niso bile opravljene. In da dejansko nas je in politika in mainstream stroka zavajala z informacijami, da so preizkušena in varna zdravila oziroma cepiva. Zdaj vemo, mislim, po vseh teh presežnih smrti v vseh državah na svetu, da je to daleč od resnice. Kaj je drugače dejansko zdaj, oziroma kaj je tisto, kar je mene tako grozljivo straši, pa verjetno vse tiste, ki vemo, kaj nam se pripravlja. WHO se oziroma finančna elita se je odločila, da bi prek WHO-ja dejansko ustvarila en nadnacionalni center moči, ki bi upravljal dejansko z 194 državami sveta. Prvo so mislili, da bi to naredili vse v okviru pandemskega sporazuma, okrog katerega so mislim, da v Ženevi imeli maja lansko leto dolgo trajajoči sestanek in seveda, ko so afriške države slišale, kaj oni predlagajo, so se zbunili kolektivno in so rekli, da oni na to ne pristajajo. No, takrat je Bidenova administracija rekla, mi bomo to speljali po vsako ceno. In oformila dve skupine, A in B, za brainstorming, kako utišati uporniške države. In so se domislili. Tako da je 6. oktobra lansko leto začela delovati ena skupina na podlagi teh idej in sicer so ločili pandemski sporazum
na dva dela. Na en del, ki je relativno neškodljiva lupinca, ki je pravzaprav dejansko pesek nam v oči in s katerim nam bodo vsi skušali nas prepričati, da je to za naše dobro, da v naslednjih pandemijah, da bodo države bolj pripravljene, hitreje odreagirale, bolj usklajene, v glavnem, da je to vsekakor služi naši večji varnosti. Seveda tisti drugi del, o katerem se bistveno manj govori, je sprememba IHR pravilnika. To je International Health Regulation oziroma mednarodni zdravstveni pravilnik. Noben ne govori o tem, da so te brainstorming skupine se spomnile, da seveda ta, kak je izval Revolt, ta kompleten paket v okviru nove pandemske pogodbe, da dejansko prenesejo na spremembo tega pravilnika. Namreč ta pravilnik oziroma vse države v WHO-ju morajo spoštovati ta pravilnik, ker je podrejen WHO. Ta pravilnik je pa zakonsko obvezujoč. In oni so prenesli dejansko od 6. oktobra pa do 13. januarja letos, so oni izdelali predloge, približno okrog 300 amandmajev, ki so jih 15. januarja poslali državam, 6. februarja pa tudi objavili na spletni strani. Zdaj, tiste glavne spremembe oziroma glavne pomembne spremembe pozicije WHO in tudi našega življenja, če se to uveljavi, so naslednje. WHO je prej lahko razglasijo pandemijo oziroma izredno stanje le v primeru konkretnega dogodka. Torej pojava epidemije, pojava pandemije, pojava neke zdravstveno ogrožajoče situacije, ki je bila že na nek način tukaj. Sedaj po teh novih pravilih bi lahko WHO razglasil izredno stanje v katerikoli situaciji, ne vezani na pandemije ali na epidemije, v kateri domnevno obstaja možnost vpliva na zdravje. Zdaj, če samo enega od možnosti povem, je to recimo klimatske spremembe. Že imamo tudi diagnozo smrt od klimatskih sprememb, ne? Mislim, da je prvič bilo poletje lansko leto dano eni mladi ženski, ki je nenadoma umrla. Ne? Zdaj recimo, če to stopi v veljavo, oni, če razglasijo izredno stanje zaradi klimatskih sprememb, to lahko traja naslednjih 100 let, če želijo. Ne? Generalni direktor WHO-a dobi ekskluzivno pravico, da odloči, kdaj, zaradi česa in koliko dolgo bo trajalo, kdaj lahko razglasi izredno stanje, zaradi česa in koliko dolgo bo trajalo to izredno stanje. In ni več mu treba upoštevati mnenje strokovne skupine. Tako da dejansko en človek dobi v roke moč, da odloča o tem, a bo 194 držav živelo normalno, a se bo moralo podrediti eni absolutistični moči te nadnacionalnega centra moči. Namreč generalni direktor takrat, če se to sprejeme oziroma če razglasi izredno stanje, ima naslednje kompetence. Lahko določi kot obvezne, sem pozabila povedati, po teh novih pravilih, karkoli bo generalni direktor WHO oziroma WHO odločil, dobi težo zakonsko obvezujoče zahteve. Torej, ni več tega, da je to priporočilo, pa vsaka država bo pretehtala, kaj od tega bo uporabila in kaj ne, ampak če generalni direktor reče tako, dejansko morajo vse države se popolnoma temu podrediti, torej njegove odločitve grejo nad nacionalne zakone in nad nacionalno ustavo. Dejansko s tem država izgubi suverenost. Zdaj, kaj je tu vse problem? V kaj vse bo dejansko to se umešalo? Ne? Prvo,
generalni direktor lahko zahteva čist vse posege v naše telo. Od testiranja do obveznega cepljenja, do obveznega jemanja preventivnih zdravil, do obveznega zdravljenja, izolacije, karantene, etc. Torej, karkoli se odloči direktor WHO-ja, naloži državam, da to morajo implementirati po vsako ceno. Takrat maja so oformljene tudi 2 nove komisije v okviru WHO-a, ena, ki bo nadzorovala v vsaki državi, ali se to zares izvaja, ker vemo, da v Bosni so samo zamaknili z roko, pa pol izvajali, pol pa ne. Zdaj to ne bo več možno. In druga komisija, ki bo pa izvajala pravzaprav kaznovanja tistih držav, ki ne bodo 100% ubogljive. Torej, največja grožnja za moje pojme je, da bo en človek lahko določil kot obvezno vse možne medicinske posege v naše telo, brez da bi imeli pravice odločati ali soodločati o tem. Torej, če se oni tako odločijo, mi se moramo podrediti. Zdaj, če k temu dodam še, da je iz člena 3 izbrisan del, ki je že existiral od leta 2005, od kdaj obstaja ta IHR pravilnik, da pri vseh ukrepih se mora spoštovati človekovo dostojanstvo, temeljne človekove pravice in svoboščine. Ta del je na predlog indijske vlade bil črtan. Pa se sprašujem, kaj bodo z nami delali, če se še to zbriše. To, kar je izjemno pomembno tudi vedeti, da WHO s to spremembo IHR pravil pridobi izjemno veliko moč in so mu tudi dodelili izjemno veliko denarja za ta namen, da bo izvajala zelo močno cenzuro, bistveno močnejšo, kot smo bili zdaj deležni. Namreč WHO bo edina, ki bo določila, kaj je resnica in kaj ne. In kdorkoli se bo temu uprl ali upal razmišljati drugače, WHO dejansko bo zahteval od držav, da te ljudi sankcionira. Zdaj, čisto slučajno novembra, ko sem bila na enem urgentno sklicanem izrednem sestanku okrog teh COVID cepiv, ki se pač v Ameriki zdaj že uvajajo za dojenčke od 6 mesecev naprej, in seveda naša EMA je tudi o tem debelo že razpravljala. Takrat sem bila informirana o tem, da se pripravlja pravzaprav zelo obsežna zloraba psihiatrije. No, takrat sem hitro pobrskala po objavljenih predlogih sprememb zakonodaje in sem najdla, da je konec oziroma drugi polovici oktobra naša vlada objavila predlog spremembe zakona o duševnem zdravju. Kot psihiater vem, kaj je v skladu s stroko in kaj je namenjeno za dobrobit ljudi. Vem pa tudi, da so v vseh avtoritativnih sistemih psihiatrijo močno zlorabljali. Ti novi predlogi spremembe zakona so takšni, da potem, ko jih človek umesti v neko psihiatrično izkušnjo in znanje, lahko ima samo noč ne more. Torej, uvajajo se 2 zadeve, s katerimi bodo utišali ali pa celo umaknili človeka iz skupnosti, samo če bo rekel recimo, da se noče cepiti ali da se ne strinja s tem ukrepom ali da razmišlja drugače. Sodišča bodo določala, da se ta in ta oseba mora držati tega izrečenega ukrepa obveznega psihiatričnega zdravljenja pod kontrolo. Kar pomeni,
Morali bomo jemati antipsihotike, tedensko enkrat se moramo iti testirati, da oni kontrolirajo, če ga jemljemo. Kot psihiater zelo dobro vem, da v večjih odmerkih antipsihotiki od človeka naredijo rastlino. In dejansko na ta način oni umaknejo čisto vse iz družbe, ki se upirajo tem ukrepom. O tem bo tudi objavljen na naši spletni strani iniciativa slovenskih zdravnikov, ena analiza, samo da jo končamo z profesor dr. Terškom. Tako da, če boste pogledali čez morda kakšen mesec na spletno stran slovenskizdravniki.si, upam, da bo do ta čas že pripravljeno. Vsekakor je to nekaj, kar tudi morate vedeti. A veste, ker če bo to vseeno implementirano, da se ne bi zgodilo, da rečemo, Jožeta so odpeljali v bolnico, pa saj je itak mal čuden, a ne? A ni bil mal čudaški, ne? Ampak pomembno je, da vemo, da če bo več takšnih Jožetov, da se pravzaprav uporablja psihiatrija za utišanje vseh tistih, ki skušamo opozoriti na to, da nekaj ni v redu. Razen tega, generalni direktor Svetovne zdravstvene organizacije bo imel pravico dejansko tudi finančno upravljati z državami v smislu tega, da bo njegova beseda tista glavna, ki bo določila, Slovenija bo proizvajala ta in ta medicinska sredstva v teh in teh količinah, toliko in toliko bo ostalo v državi, toliko in toliko bo moralo donirati. In dejansko njih nič ne zanima, a imamo denarja za to ali ne, dejansko se bodo ukinjali drugi programi, socialni, zdravstveni, ker če bo on rekel, toliko in toliko proizvodnih kapacitet mora delati izključno za to naročilo cepiv, mask, testov, česarkoli, se to mora implementirati. Samo malo. Še ena stvar, od katerih so se mi lasje šli po konci, je ena nova zadeva, pri kateri je tudi Svetovna banka enormen znesek denarja dejansko namenila temu, in sicer, da se oformijo farmacevtsko urgentno bolnišnično industrijski kompleksi. In dejansko za njihove stroške ni nobenega limita. Jaz ne vem, kdo ima kakšne fantazije, moje so grozljive. Samo se Mengelea spomnim in rečem, ok, on je bil morda začetnik te misli. Če še to naredijo, to pomeni, da ne smemo reči ne kateremu koli posegu v telo in v teh farmacevtsko urgentno bolnišnično industrijskih kompleksih, očitno, saj, to je moje mnenje, bodo izvajali poskuse na ljudeh, glede na to, da je nekako obrazloženo v teh dokumentih, ki sem jih prebrala, da bi naj tam lahko aplicirali tudi še nepreizkušena zdravila, če je zdravstveno stanje človeka takšno, da je večja nevarnost, da bi umrl od bolezni, kot od morebitnega stranskega učinka zdravila. Iz tega je pač išel ta moj zaključek, čemu bi naj to bilo namenjeno. Zdaj, zakaj se to lahko dogaja? Dogaja se zaradi tega, ker, kot sem na začetku rekla, pred 25 leti je začel v financiranje WHO vdirati privatni kapital. Počasi, zmeraj bolj. Kaj mislite, kakšno je zdaj razmerje članarine članic v financiranju in privatnega kapitala, ki je ali direktno ali pa indirektno donator? Po novem 11,89. Torej 89% sredstev WHO trenutno dobi od privatnega kapitala. Vi veste, da finančni oligarhi nikoli ne investirajo v nekaj, kar jim se ne izplača. Kar pomeni, WHO je postala privatna ustanova, privatna inštitucija, ki uveljavlja interese korporativnega megakapitala.